Rad bi vas obvestil, da je danes potekal sestanek med ministrom Mramorjem in poslansko skupino Slovenske demokratske stranke glede zakona o fiskalnem pravilu, tistem zakonu, ki ga je pripravila vlada Republike Slovenije in poslala v nadaljnji postopek. Tukaj moram povedati, da smo konceptualno na različnih bregovih. V Slovenski demokratski stranki želimo, da končno postane ustavna določba operativna, da ta zakon določi, da postane operativna in da bo dejansko fiskalno pravilo zaživelo, tako kot mora zaživeti. Na drugi strani pa imam mnenje oziroma mislim, da ta zakon želi zaobiti člen ustave, ki določa fiskalno pravilo. Zakon, ki ga je pripravila vlada, je nedoločen, gotovost, da se bo to uresničilo, je zelo majhna, prav tako ni nobenih pravnih posledic. Pravzaprav določa veliko spremenljivk, ki so odvisne od vlade, ki so odvisne od fiskalnega sveta, ki so odvisne od trenutne vlade in od trenutnega fiskalnega sveta. Seveda na takšen način menimo, da ni možno uveljaviti fiskalnega pravila v Sloveniji. Zaradi tega, kot sem že na začetku rekel, smo konceptualno na različnih bregovih. Vprašanje? Gospod Česar, če bo ta zakon, seveda potem, ko bo parlament očitno moral narediti svoje z vašim, ki je vložen, vendarle sprejel, ali to še vedno velja, da boste vložili ustavno obtožbo? Glejte, ta določba velja, ustava velja in skratka veljajo vse te določbe in jaz seveda upam in želim si, da bo vlada Republike Slovenije naredila bolj določen zakon, ki bo upoštevala tudi določbe, ki natančno določajo, kdaj država pride izven fiskalnega okvira in kdaj je treba sprejeti določene ukrepe. Mislim, da to mora biti zakonsko eksplicitno določeno, mora biti določeno tako, da je to transparentno in da se dejansko to ve. No, vsezadnje to daje, takšno možnost daje prejšnji zakon ali pa naš zakon, ki ima notri vključeno določeno formulo in na podlagi tega je možno dejansko to tudi določiti. Ne zanima pa nekaj drugega, sicer slaba banka, zdaj, ko je vlada predlagala novo politiko prejemkov, so morda vodilni že zagrozili z odstopi, kar pomeni verjetno tudi 3 Švedi, ki ste jih pripeljali pravzaprav vi. Komentar? No, jaz jih nisem pripeljal, mislim, to je zelo tako rečeno. Ne, vi osebno, ampak v času vaše vlade so prišli sem in so pripeljani za neizvršne direktorje. Glejte, če bo prišlo do tega, kar ste rekli, jaz močno obžalujem to dejstvo in morda pa je celo komu v interesu, da odstopijo. Vendar ta ni verjetno javen in znan. Kaj pa menite o samom znižanju plač in prejemkov? Zaenkrat nič, ker ne poznam predloga. Gospod Čercer, včeraj so v gospodarski zbornici napovedali, da njihov operator pod socialnim sporazumom ne bo. Torej, da se s tem, kar je izpogajala vlada z javnim sektorjem, ne strinjajo. Menite, da lahko sploh še govorimo o socialnem sporazumu, da glede na to, da z ene strani najverjetneje ne bo podpisan? Ja, formalno gledano ne. Vsebinsko pa tudi ne. No, vsezadnje se vlada ni nič spogajala. Mislim, da se je spogajala za 10-krat manj, kakor je bilo v začetku mišljeno. Vprašanje je, koliko, če niso potrošili celo več časa, denarja, materialnih stroškov v tem času pogajanja, koliko so dejansko sploh prihranili. Vam je minister mogoče danes kaj povedal, kako nadoknaditi to izgubo, ki ni bila izpogajana?
Ne. Je dogovor o kakih davkih, kakšnih bolj ukrepih, reformah? Ne. Jutri bo govora o 2 davkih v državnem zboru. Menite, da gospodarstvo sploh še prenese nove davke? Ne. Mislim, da je že na krajni meji, da dejansko pade. Mislim, da je politika, ko se izključno samo z davki rešuje proračun, rešuje fiskalno situacijo, popolnoma napačna in mislim, da je dejansko treba tukaj narediti neke odločnejše korake, tudi glede tega, da se naredi konkurenčnejše okolje za samo gospodarjenje, za samo gospodarstvo in seveda tudi za zaupanje v to ekonomijo in v to državo, v to politiko. Govorili ste torej z ministrom danes samo o tem izvedbenem zakonu. Samo o izvedbenem zakonu. Mogoče ste ga vprašali, zakaj njemu vaš predlog ni všeč, oziroma kakšni so njegovi? Obravnavali smo njegov predlog, ne našega. Se niste pogovarjali? Ne, mi smo seveda povedali, kaj je v našem, kaj vključuje naš predlog, no se zadnje to tudi ve, tako da govorili smo o predlogu vlade.